V bistvu glavna cilja sta dva. V bistvu nobene revolucije, zato tudi v bistvu ne pričakujemo presenečenj. Delali in spodbujali bomo tiste aktivnosti, na katerih smo uspešno delali že do danes. Segmenta, v katere se bo investirala, sta dva, kot rečeno. Eden je v bistvu dodatna ekspanzija na tujih trgih, se pravi stabilizacija in okrepitev aktivnosti nekaterih in trgov, na katerih smo že prisotni. Naši ključni trgi bojo dobili v tem letu svoje izpostave s svojimi v bistvu lokalnimi specialisti, ki bojo pomagali hitreje in bolj kvalitetno razvijati te trge, vzpostavljali in ohranjali še boljšo relacijo do obstoječih partnerjev, pomagali pri obstoječih implementacijah oziroma novih, ki se nam pač bojo zgodili v tem letu. To je en del, ki v bistvu generira dodatno prisotnost na trgih oziroma jo stabilizira. Drugi del, ki je ravno tako pomemben, je v bistvu dodaten razvoj oziroma hitrejši razvoj produkta, bolj kvaliteten razvoj produkta, se pravi same platforme, ki ga pri nas imenujemo Vitali Health Portal. To pomeni, da bo v bistvu v Sloveniji, se pravi v Ljubljani, v tej enoti, kjer smo danes, v bistvu se zaposlilo dodatnih 6-7 ljudi že v prvem polletju, se pravi vključno z začetkom letošnje jeseni. In v tem pač drugem polletju še dodatnih 6-7, tako da skupno enih 12 ljudi v teh 12 mesecih samo na lokaciji Ljubljane. Zaenkrat, če gledamo tradicionalen pogled na zdravstveno panogo in na način, kakšen operira recimo slovenski zdravstveni sistem zelo nazorno, pa ne v bistvu ne pozitivnem, ne v negativnem smislu. V bistvu deluje kot tradicionalna, tako imenovana offline panoga. Vse storitve, ki so nam, državljanom, na voljo, so v bistvu nam na razpolago pretežno oziroma izključno v nedigitalizirani obliki. Se pravi, ko se dogovorimo z našim osebnim zdravnikom, izbranim specialistom, komurkoli, ki nas streže v tem procesu, se dogovorimo preko tradicionalnih medijev, pokličemo po telefonu, se zglasimo fizično, počakamo v čakalnici, dobimo v roke papirje, mogoče kakšno zgoščenko in podobno. In tako v bistvu celotna ta naša pot zdravljenja poteka analogno. In kar je v bistvu tudi v največjem številu primerov med samimi zdravniki, se pravi med primarnim sektorjem, sekundarnim, terciarnim, se pravi čez celotno fazo preventive in neke kurative. Vitali v bistvu ponuja to, kar so druge panoge oziroma ostale velike panoge naredile že v preteklosti, se pravi, da vsem tem deležnikom, profesionalnim uporabnikom, se pravi zdravnikom, medicinskim sestram, skrbnikom in nam, pacientom, državljanom, daje možnost, da uporabljamo za interakcijo pač neko digitalno platformo. Na ta način v bistvu postane storitev za nas, uporabnike, bolj prijazna, se pravi stvari, za katere smo mogli čakati oziroma uporabiti telefon, počakati, da bomo dobili prostega operaterja, počakati, da nam bodo preko telefona dali termin in tako naprej in tako naprej. In tudi če smo zboleli vmes, mogli ponovno isti proces narediti točno v tistem trenutku, ko so oni delali in podobno, bomo zdaj lahko v bistvu v svojem času, takrat, ki ga imamo, pač vse te storitve oziroma večino storitev opravili preko digitalne platforme.